Spoštovani, letos na veliko noč ne moremo iti k praznemu grobu, ne moremo iti k vstajenski procesiji, ne moremo iti k velikonočni sveti maši v župnijsko cerkev, ne moremo nesti velikonočnih jedi k blagoslovu duhovnika. Letos na veliko noč ne moremo komurkoli podati roke in mu voščiti praznike, ne moremo kogarkoli povabiti k mizi, ne moremo nikogar osrečiti z obiskom, ne moremo pobožati bolnikov po bolnišnicah in ostarelih v domovih počitka. Toda Gospod Jezus je vstal od mrtvih tudi za letošnjo veliko noč. Tako še zmeraj ostaja z nami večovno naše zgodovine, ki ga premetavajo valovi epidemije, potresa, zmrzali, izolacij, migracij, saharskega prahu. Letos na veliko noč bomo zato občutili Gospodovo vstajenje v svojem srcu, še posebej močno in ganljivo. Bomo prisostvovali Gospodovi nekrvavi daritvi na križu preko televizije ali radija. Bomo na veliko soboto ob uri dogovora z domačim župnikom blagoslovo velikonočnih jedi po zaprtih župnijskih cerkvah v molitvi pridruženi doma. Bomo po družinah, redovnih skupnostih ali pa posamič ob 8. uri zjutraj prisluhnili petju zvonov, ki nas bodo povabili k obhajanju velikonočnega zajtrka. Letos na veliko noč moramo zjutraj, ko se zbudimo, zmoliti jutranjo molitev za tiste, ki so zboleli zaradi koronavirusa, za zdravnike, drugo medicinsko osebje in za vse, ki so na ta praznični dan v službi na vseh. Moramo v dopoldanskih urah na mestu udeležbe v velikonočni procesiji ustalemu Gospodu na čast prižgati svečo na oknih naših domov. Moramo po telefonu in drugih digitalnih sredstvih poklicati naše sorodnike, prijatelje in jim voščiti praznike. Moramo zmoliti Oče naš in Zdrava Marijo za naše bolnike, žalostne, osamljene in ostarele v domovih počitka. Kar letos za veliko noč ne bomo, ker pač ne moremo storiti, naj zaradi ljubezni do ostalega Jezusa in ljubezni do sebe in drugih postane naša velikonočna hvalnica Bogu. Letos na veliko noč pa moramo s ponižnim sprejemanjem svoje nemoči v tem ranjenem svetu postati ljudem znamenje in priča blaženih in rešilnih sadov Gospodovega vstajenja, ki kot pomoč tudi za naše vstajenje iz sna smrti ostanejo zavedno. V tem upanju se bomo prav zaradi letošnje velike noči še posebej močno vklenili vstalega Jezusa, ki krmari čoln naše zgodovine do pristana nebeškega Jeruzalema. Naj vam bo blagoslovljena in tolažilna velika noč. Spoštovani gledalec, cenjena gledalka ob televizijskem sprejemniku. Lepo pozdravljena na praznik Kristusovega vstajenja. Nahajava se na vrhuncu postnega časa. Božji sin, ki je bil brez greha in prestopka, je bil za najino odrešenje, čeprav popolnoma nedolžen, na veliki petek na Golgotskem križu usmrčen na najbolj krut način, ki ga je poznal takratni svet. Jezusove zadnje besede so bile: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Na prvi pogled se zdi Jezusovo delovanje kot neuspešno, kot da je zlo premagalo dobro, kot da je hudo zmagalo nad
pravičnim. Toda na tretji dan sledi velika noč. To je Kristusovo telesno stajenje od mrtvih in njegova dokončna zmaga nad smrtjo. Te zmage bodo deležni vsi, ki bodo sledili Kristusu. Saj življenje s njim vodi v večno skupnost s Bogom, kjer ni več ne trpljenja, ne žalosti, ne bolečin, ne solz. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha, so bile, saj tako upava, zadnje besede mnogih, ki so umrli za posledicami koronavirusa. Človek ob smrti izroči svojega duha tistemu, ki mu ga je vdahnil, to je nebeškemu očetu, stvarniku vsega, kar naju obdaja. V postnem času in še posebej na Veliki petek se spominjava trpljenja Božjega Sina, hkrati pa se še posebej senzibilno ozirava na trpečega človeka. Mnogo jih je v teh tednih umrlo za posledicami pandemije, lakote, regionalnih vojn ali drugih naravnih nesreč. Tako kot Božji sin, tudi midva nisva izvzeta iz trpljenja, bolečin, bolezni in umiranja. Kar nama daje to lažbo in upanje je, da nama Kristus v teh trenutkih stoji ob strani, da razume najin strah, najin nemir in najino nelagodje, saj je tudi sam vse to prestal in pretrpel. To, kar naredi take trenutke znosnejše in navkljub bližajoči se smrti tolažeče, je Kristusova zmaga nad smrtjo. Te zmage bova deležna tudi midva, če bo Kristus stalni spremljevalec najinega življenja, če bova prijateljevala z Jezusom in če bova živela in delovala skladno z njegovo podobo. Zato so kristjane na začetku imenovali kar privržence poti. Sledili so namreč tistemu, ki je v sebi rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Danski teolog Søren Kierkegaard je v svojem delu Bolezen za smrt povzel sporočilo velike noči, ko je zapisal: saj je za kristjana celo sama smrt prehod v življenje. Smrt je res ta zadnji stadij bolezni, toda smrt ni konec. Kristus je torej zdravilo za nesmrtnost, saj zagotavlja zanesljivo zmago tako nad posledicami koronavirusa, kot nad samo smrtjo. Ob tej priložnosti bi rad izrekel iskreno zahvalo vsemu zdravstvenemu osebju, ki nesebično skrbi za bolnike, delavcem v domovih za ostarele, prostovoljcem, humanitarnim delavcem, trgovkam, pripadnikom policije, vojske in civilne zaščite, kakor tudi naši državni politiki, ki poskuša ublažiti zdravstvene in materialne posledice pandemije. Velika noč bo izpolnila svoje poslanstvo, če bova tudi midva spustila Božjo ljubezen v najino srce in zaživela novo življenje. Bog si tudi od naju želi, da bi bila goreča privrženca poti, kot so bili to prvi kristjani. Takemu življenju je zagotovljena Kristusova zmaga. Postaniva je deležna tudi ti in jaz. Bodite blagoslovljeni in ostanite zdravi. Dragi kristjani, velikonočni prazniki so nam za vso svojo slikovitostjo praznovanja bili že od nekdaj poseben čas leta. Nam kristjanom pa osrednji praznik zaradi veličastnega sporočila samožrtvovane ljubezni, ki je premagala zlo in odprla pot v pristen odnos z Bogom in sočlovekom na podlagi osebne vere v Boga. Praznovanje smo povezovali s svojimi običaji, verskimi obredi, simboliko in posebnim dogajanjem. Letošnje praznovanje je povsem drugačno. V nobenih predstavah ni bilo možno napovedati takega velikonočnega praznovanja. Brez naših utečenih navad se nam je zmeraj zdelo neizvedljivo, ko si danes vsak na svojem domu
Z drastičnim posegom v našo navajenost praznovanja, izobilja in izumetničenosti skušamo pričarati praznično razpoloženje, nas velikonočno sporočilo dramik čarobnosti in drugačnosti v našem dojemanju vrednot in smisla. Vpeti v določila pristojnih tudi praznično razpoloženje usklajujemo z zahtevami. Ostajamo na svojih domovih in iskreni kristijani molimo za Božje posredovanje, ki nas bo obvarovalo, ozdravljalo, ki bo strokovnjakom dalo modrost za prava strokovna spoznanja in odločevalcem pogum za prave rešitve. V zavedanju, kako nemočni v vsej svoji zaverovanosti v dosežke človeštva obstanemo pred nevidnim povzročiteljem bolezni, se otepamo strahu, odganjamo malodušje in se skrivamo za vse bolj kljuvajočimi vprašanji o izidu dogajanja, o lastni prihodnosti. Ravno v tej teži časa velikonočno sporočilo vabi k drugačnosti. Če smo tako spodbudo še prezirali v svoji navajenosti praznovanj, je zdaj čas za iskren razmislek o dejanskem sporočilu velike noči. Velika noč je zmaga življenja, je sporočilo o veličastni ljubezni žrtvovanja, ki v svoji dokončnosti na velikonočno jutro razodeva ostalo ljubezen, ki podarja ozdravljenje, zaščito in življenje. Tisti zgodovinski velikonočni dogodki so bili prelomnica. Ljudje, ponosni na svojo religioznost, niso znali prepoznati božanske ponudbe v obliki človeka in so Božjo ljubezen pribili na križ. Naj se nam danes ponudi odgovor, ali nismo podobno ravnali tudi mi. Sredi obdobja, zavedovani v lastno sebično zadovoljevanje vseh potreb, smo odrivali Božjo ponudbo. Zato ob izgubi tistega, na kar smo bili tako navajeni, poskušajmo vsaj ob velikonočnem praznovanju odriniti zastor svojih lastnih zahtev in poskušajmo svojemu duhu privoščiti pot vere, da bo evangelijsko velikonočno sporočilo postalo živa vera, živo upanje, zmaga dobrega nad zlim, zagotovilo varnosti v predanju Božjemu vodstvu. Velikonočno sporočilo zmage božanske ljubezni nam vsem kristjanom prenaša poziv poglabljanja duhovnih doživetij. Ob spominu na Božjega Sina Jezusa in njegovo smrt na križu nas izziva k razmisleku o svoji lastni pripravljenosti žrtvovanja za višje ideale, za dobro bližnjega, za udejanjanje Božje volje v osebnih življenjih. Ob spominu na njegovo veličastno vstajenje, ko se na velikonočno nedeljo razlega klic: grob je prazen, Jezus živi, nas ta klic spodbuja k poglobitvi osebne vere in gradnji zaupanja v njegovo prisotnost in njegovo skrb za nas. Vabi nas v enotnost med kristjani, vabi nas v skupno molitev tudi v teh zahtevnih časih. Pot vere bo vsakemu iskrenemu iskalcu zagotovila izpolnitev svetopisemske obljube. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Naj vam bo, dragi kristijani in vsi ljudje odprtega srca, letošnja velika noč korak v zagotovitev Božjega miru. Blagoslovljeno praznovanje in Božji mir prav vsakemu od vas v teh težkih časih. Naj vas velikonočno praznovanje popelje do osvežitve vaše vere. Bodite blagoslavljeni v njegovi milosti, pod zaščito njegove mogočne roke in ostanite zdravi, te naj vas varuje resnični Božji mir.